Gospa Klemenčič, kako vi komentirate prodajo družbe IBI? Delnice IBI-ja so bile prodane na podlagi natečaja, ki sta ga izvedla SOD in KAD v imenu tudi ostalih lastnikov, ki smo podpisali sporazum o skupni prodaji. Mogoče je malo presenetilo to, da je bil posel sklenjen v lanskem letu, datum sklenitve pogodbe pa se je potem datiral na naslednje leto in na ta način je po zakonu o prevzemih, ki je bil vmes spremenjen, pač družba, ki je to kupila, ni bila dolžna dati javne ponudbe za prevzem. Glede na to, da je to podjetje, ki je uspelo na tem natečaju, kasneje ponudilo delničarjem enako ceno, kot je bila v samem tem postopku, se mi zdi to nekako korektno. Je pa sedaj vprašanje, kako se bo ta preostala skupina delničarjev organizirala, da bo pač dobila čim višjo vrednost, čim višjo odškodnino oziroma čim več za svoje delnice. Kaj mislite o tožbi sekcije malih delničarjev preko Vseslovenskega združenja malih delničarjev? Če mi malo več poveste o tej tožbi, jaz podrobnosti te tožbe ne poznam, zato zelo težko lahko komentiram. Namreč nedavno je bila vložena izpodbojna tožba sekcije malih delničarjev družbe IBI. Na kaj? Na posel samega nakupa, od SOD-a in KAD-a? Mislim, jaz pravim, naj se pravniki poglobijo, če je bilo karkoli narobe, naj to pravna stroka presodi. Jaz nimam tukaj nobenih zadržkov. Potem pa bi mogoče komentirala še današnji dogodek. Volitve so za nami, dogodek gre k koncu. Kakšen je vaš pogled na potek, celodnevni potek recimo? Jaz mislim, da je obdobje, ki ga je zaznamoval v Združenju članov nadzornih svetov gospod Pavlin kot predsednik, bilo zelo uspešno in upam, da bo novo vodstvo uspelo vsaj tako naprej nadaljevati. Diskusija, okrogla miza in to, kar se je kasneje dogajalo, kaže na to, da smo marsikje še zelo na začetku in da je dela še zelo veliko.